se bo srečal tudi s Pedrom Opeko, ki je odraščal v slovenski vasi, ki je psat dela Janeza Hladnika. Gospod Hieronim, oziroma Romko, vse Hieronim, ne vem, če vas poznajo, vi ste dečak Janeza Hladnika. Kaj je pomenilo v vašem življenju lik tega velikega duhovnika, ki ste ga tudi spoznali? Ja, lep pozdrav vsem, hvala, da ste prišli. Meni osebno, kot otroku, ko sem ga spoznal, rečemo, se še živo spomnim dne, ko je prišel k nam, ko ga je moj brat Franci pripeljal z motorjem, preden smo šli v Bitkovsnema, ga je pripeljal iz Gorice ali iz lokacije postaje, to točno ne vem, sem bil premet, ampak še dobro vem, kako je šel razmotor dol in je rekel, moji mami, Marjanca, tukaj si, to imaš velike otroke, tako je. Tu se je začelo moje njegovo prvo znanstvo in potem smo se začeli malo pogovarjati in v bistvu tisti prvi stik z njim je bil tak izreden, čudovit, je tak dobrohoten, mi smo z nestrpnostjo smo pričakovali strica z Amerike, z Argentine, ker ga nismo poznali, vedeli smo, da smo povedali o njim, so tu velik, je bila pa naša mama dosta organizatorska, moram povedati, da se je znedla, od očim Ata ni upal nič povedati, ker Ata je bil zaprt v Škofovih zavodih in se ga izpustili po naključju, čudež, da mi je prišel domov peš, 3 dni je hodil in je sem tu, kdajkrat nas je bila velika družina, 10 živih otrok, 13 jih je rodil hiš, je nam pravil, če smo kakšna tel malo širili in so smeli tudi fantje, če bote kaj naštimali, nas bojo vse pobili, in to je bilo tu pa takole včasih, če se je kdo zmrdešal, da ni kaj jedel, je rekel, Lahor naših došličen, ko bi jemu jaz tu v Ljubljani zaporu za jesta, pa bi bil vesel, pa ko nisem imel nič. Tu, če povedi to, pa Račko, mama je bila pa druga, nam je pa dajala te podriske, kot tukaj gospa Erika povedala, ko so izhajali v Gorici in nam je dajala tu brat, tako, ko smo pasali otroci, pa nam je dala, tule preber, ko boš na paša, ali pa tule preber tam, pa tu preber tam, rečemo, te knjige, ko so bile, tu preber tam, ampak ne povej nobenim, da si bral. Pa poglej, vedi, tu je prav, ko tlerno piše, ne pa tisto, ko je v šolo čije. Tisto, ko te v šolo čije, mora znati, tu je pa resnica, in tu je meni takrat, ne vem, na kakšen način globoko stopil v življenje, Res nekako mi je to stopilo v življenje. Tu je prav in dostikrat sem imel s tem težave, ko sem kje, kakšne rečejo v tistih časih, rekel, ne se ni bilo tako, ampak nekako se je zmeri sešlo. No in res, tisti dan, ko je prišel k nam, je pol popolne je bilo še nekoliko znanjeno, da bo zvečer na Petkovcu maša in smo šli gor od nas, vsi z njim, seveda peš gor, vse tle izmaljno so se zbrali, nas je šlo polkrat celo procesije na Petkovcu in ko smo prišli gor na sele, ko se pravi na Vržliča, se vidi cerkev svetega Hieronima, mojega patrona, sem zelo ponosen in so začeli potrkavati in jaz se še dal spomnim, kako je obrisal oči in prav meni se zdi, da je prav zavriskal, meni se zdi, da je prav zavriskal. Ko smo šli pred cerkvi gor, veš, v Poklancu ni bilo še tako poti, kot danes, je bilo polno ljudi, res veliko ljudi in spomnim se takrat, na Petkovcu, to je podružnična cerkev, je bila majhna, da ni bil še zvočnikov, ampak bilo je ljudi, še pa še jim pomaž, so se pol lepo še pogovarjali, tam otroci smo šli sicer pol domov, počas, ampak pa smo se pa večkrat videvali, moj brat je imel Torža takrat, pa drugi brat tudi že izpil, in sta večkrat kam pelala, ne vem, rečemo v Črni Vrh, pa v Metliko, pa ne kamorkoli, to se tako spomnim. Vem, da ko se je vstavil dostikrat, je tudi peš prišel mim, pa kule, ko nas je otroke slikal, mene pa brata pokojnega Lojzeta je prav slikal, ko smo silnico pohala v garažo, ker takrat je on videl tukaj, se je začelo v Sloveniji lih malo dvigati ta kmetijstvo, pa začeli so se tovarne delati, takrat so kmetje v Sloveniji dobili prve kosilnice, se je začeli modernizirati in on je tu videl, in je tudi tu nes v Argentinu naprej, da se
pri nas nekako standard dviga, motori so se pojavili, že kakšen avto. In tako da res lepo je bilo, sploh posebej se pa spomnim še, kaj bi postojil dan na Lovrencovo nedeljo, ko smo šli po vseh mažgor razpred. Nas je bilo še pa še veliko ljudi in vsi sorodniki, ožji in širši nas je bilo. Ena slika od teh je tudi v knjigi, kako smo bili tudi med njimi, sem jaz tam nekje v sredini, ko smo šli pa vsi v Lupo na njegovo domačijo in tam so se starejši so se pogovarjali bolj o svojih stvarih, mi otroci smo se popodili, ampak slikali smo se pa skupaj. Ampak tudi takrat je on odšel iz Rok nazaj v Argentino. To glede tega, Drugače mi je pa dal misliti, zakaj nekje za Božjo voljo ne moramo nikjer hladnikov postigniti. Takrat sem pa, kaj knjiga išla, tale knjiga išla, sem pa že dobro vedel za situacije, stvari, sem bil pa že dosti seznanjen in tukaj tudi gospoda Bernarda Špacapana ni znal, je nekaj zboril, se tudi lepo pozdravljam z tega kraja, z mesta. Takrat smo pa že videli, mi, nečaki, smo imeli to srečo, da je bilo tam teta Angelica in nam je te knjige vozila, enkrat eni, enkrat drugi, in smo je vsi lepo dobili. Prišvercala čez meja, ni važno kako. Bilo kaj časih se je tudi kaj zaplenili, ampak je rekla carinikom, kar berite se, se je bilo več škodilo, se ni več ta zalog. Po tolikih letih se pa tudi, ko se je začelo bujati se te razne, ko so bili zamolčani, so morali biti zamolčani ljudje, ki so za Slovenijo veliko naredili, večkrat tudi Argentina se nas je med prvi priznala, vse to. In takrat je po meni, ko sem tudi imel eno bolezen, jaz v tisti bolezni mi je pa nekako pozoren sklep, da tu moramo pa nekako začeti objavljati, nekje priti do tega. In da se do tega tudi prišlo, sem moram tudi veliko mir zahvaliti našemu gospodu Župniku, ki nam je dal res proste roke, smo pa še do njega, smo toliko tudi pripravljamo, pa bi šlo prav, dejte prav zaupom tudi. Tudi brez njega nismo nič delali, on je vedel za vsako stvar in zato nas je tudi vse skozi podpiral in nekaj je rekel prej, da bo prišel, da se bo imel en pregled in pa verjetno ne. Hvala, gospod Ronko. Gospa Ivanka Koprivec, vi najbolj poglobljeno poznate tekst, ker ste ga pretipkali in ste si največ časa vzeli zanj. Kaj vam pomeni izid te knjige in kako ste doživljali ta tekst, medtem ko ste ga tipkali in spoznali? Ja, najprej, da jih je nam teta prinesla knjige in tu smo pa imeli kot knjige. Vsak je desel svoje v svoj dom, pa je šel v svoje. In ko je prišlo enkrat tako, da sem pa že tega računalniki ven, da se je dal tako tipka, pa tudi te napake popravila, sem pa se odločila tega tipkati, se nisem tipkala, sem tega, imam še nekaj drugih stvari, pa od doma vse, kar je bilo te tazga, vse pretipkala. In takrat nisem mislila, da bo knjiga prišla ven, ampak sem zato, ker knjige ni, je pač, da pa se nikjer, Zato je bil pa Petek, da mi je pa shranil vse, jaz sem samo tipkala, pa sem shranila, njemu poslala, pa on delal naprej. Še enkrat prebral, pa še zmeraj je ostal kaj napak. Drugače pa tukaj se lih od razstave govori. En pism je bil pri nas, ki pa je teta umrla, sem bila tiste njena pismo spravljena. 54 leta je stric Janez pisal, da naj bi prišli v Argentino, ta naša teta, ki je bila naša teta, teta Reska, ki je on plačal gospodinsko šolo, in teta Ivanka, ki je bila usmiljaka. In je napisal, da si nekako zrihtata papirje, da to prišli do Francije ali do Španije, tu ne vem točno. Sem v glavnem, iz tega ni bilo nič, ker je bil pa 58 leta doma, je pa rekel, da je teta Resko, mi bolj ravno, kot je on. In tako je pa ona ostala pri nas in meni prav pri meni je umrlo po nekoc, 52 leta. Vi ste tudi Hladnikova nečakinja, kaj pomeni v vašem življenju lik tega dogodka? Ja, vem, tako pri nas sem se pogovarjala o njem.
da je stric, tukaj stric je bil tam, pa pisma tista so romala v križem. In največ so se pogovarjali o njem, v bistvu, koliko je teta Gelca hodila, ker sami niso to govorili, da bi prav, čeprav smo pa mi dobro poznali, zlasti do 3. kolena, ne, so nam razložili, kdo kam spada, kdo kom vezi. Nisem. Bil je pač naš stric, ne, v Argentini. Jaz sem bila še dokaj mlada, kaj je umrl že, zato je tudi drugače, kot tisti, ki so starejši bolj, pa so ga tudi osebno res poznali, ne, ker so ga tokrat res srečali, so ga drugače dojemali. Jaz vem, da ena sestrična si je dopisovala, je pisala tudi bolje. Tako da malo drugače se ga jaz dojela, kot eni malo starejši od naših. Današnja predstavitev oziroma tiskovna konferenca je prva predstavitev te knjige v javnosti, ko prvič pride tudi med bralce, vendar v Rovtah se za predstavitev v domačem kraju pripravlja v bistvu praznik, bo praznik celotne vasi. Gospod Leskovec, če nam poveste, kaj se pripravlja in zdaj. Ja, v Rovtah v nedeljo 24. junija, 15. junij, Sveta Maša, ki jo bo deloval dr. Anton Stres. V Maši še ena predstavitev knjige, krajši kulturni program. Zdaj sem napisal na vabil, če od nas do takrat knjige ne prepovejo, bo moč tudi kupiti. Lahko pa tudi povemo, da imate na skritu želje v Rovtah, vezano skladnje. To je pa želja je pa to, da v Argentini je po Hladniku imenovana ulica. V Sloveniji nimamo še niti, do zdaj se še niti ne vedel, da je Hladnik obstojen. Imamo pa željo Rovtah, da bi tudi Rovtah dobil nek obeležen bilo, da poimenovanje šole ali ulice ali nekaj takega. Zato smo tudi, zato je bila tudi prvotna ideja, da Hladnika obudimo, da ga ljudje spoznajo, da tudi mlajši vejo, kdo je ta Hladnik bil. Upamo, da se bo. Moče se bo sprejali. Ta sistem, ki je bilo drugače na Herobudni konče, pred cerkvijo. Jaz sem lahko gospodu županu rekel izrazu željo, da bi imenovali šolo ali pa prostor pred cerkvijo, ki je zdaj zelo velika, zdaj je vrtec, tam zadruga, da bi pač imenovali po Hladniku, pravi, ja, poglej, pravi, pa obudite ga, vzignite ga gor, kad so logatci Bosarja. In takrat smo pa, mislim, polni stvari zavedli, da moramo to narediti in iz tega smo začeli že leta 15, že takrat, ko imamo spominsko slovesnost, ko je bila njegova leto 50-letnici smrti in potem pa še leta 16 o tem. In bolj naprej je šlo pa v to knjigo. In res, tudi se moram res zahvaliti gospe Eriki, da je vse tu šlo naprej. Moram povedati, da tukaj ima pa res Bog velike zasluge, ima moč. Jaz sem vedel, da je ta knjiga prepisana na internetu, da je za brati. Imel sem željo nekoga, da bi se tu nekoga izdal. Sem kako pod okroviteljstvom in kako to je. In sem gospej Eriki lepo napisal pač par dni prej, kot sem imel sestanek tam v Horjeve družbe, če je možno, da bi nekoga šli v ponatis te knjige, da je tekst, ki je prepisan. In kaj Božjo, kot v 3 dneh mi je sporočila, mislim, pred mi je sporočila ravno jutri, zdaj 3 dneh imamo sejo, odbora se dobimo in takoj po odboru mi je sporočila sprejeto. Mislim, to je bilo pa zame kar nekaj
en veliko veselje, po drugi strani pa spet eno, mislim, po svoje breme, ampak ne v tem, zdaj v postopku treba delati, eno tako pričakovano breme, ker mislim, da smo v tej knjigi, ki smo tu delali, vsi skupaj, pa še veliko drugih od zadaj, ne moram povedati, da je tukaj veliko sodelovalo že od vsega začetka, rečemo že s tem listom o 50-letnici, ki se ga izdali v župniji Sant Jože Pompejo, to so privedli iz Argentine, tudi sorodniki, to je original, ki so mi poslali iz Argentine. In vsem tem, ki so delali tukaj, da smo tu začeli delati. In ko je gospa Erika bo šlo, smo v drugi intenzivno se začeli pripravljati. Peter je zgradil, zbiral slike, jaz sem v druge stvari, Jože pa naprej že predstavljal, kako bo tu se kot razstavo, pa ta kulturni program. Res, pa neka gospa Ivanka, se srečno, kad ne bi tega prepisala ona, res ne vem, če kdo ima to moč, No, drugo smo že stari, sicer sem se jaz tudi navadil, takrat pisal na računalnik od ona, ker pač moram rabiti, ampak mi je prav pošlo, ampak ne vem, če bi imel toliko vztrajnosti, da bi to prepisal. Gospe Eriki pa tukaj takoj posredovala v odbor Pohorje v družbe Goriške in so to sprejeli. In to je bil res nekaj čudovitega, mislim, in smo se tudi malo takoj slišali. In potem je bilo pripravljeno, tako da je tudi enkrat je bil gospod Ivo, smo se zbirali pri nas in se pogovarjali za mizo, kako bomo to spravili skupno. In potem še gospodom Tonetom smo se pogovarjali o Šentjošku lansko leto na slovesnosti in on je bil tudi pripravljen takrat takoj, da bomo stopili s kontakt. In res, jaz sem v tem mestu, prav vsem zahvaljujem, čisto vsem, tudi družini moji, da me papirje pri tem, kar veliko časa vzame, da sem se to, Jože mu sploh veliko dela, Peter z druge strani, ampak imamo pa odzad, veste, veliko sodelavcev, ki tu odzad delajo, ki zdaj, ko bomo malo bolj intenzivno se pogovarjali, veliko sodelavcev, ki tu delajo, pa moram nekaj reči, ker smo tudi v župnijo zmenili, nekje se odzadaj župnija tudi spet malo nazaj povezuje. Tu sem že opazil, nekje se nazaj, mladi so začeli dojemati naprej, sem mislil, Janez Sladnik, tu je unizar Boškarkovca, ampak zdaj, kaj bo pa že tu, zdaj pa že vejo, da je tukaj bil en človek, ampak res človek z dušnim telesom, človek, ki sploh ni imel, ni delal prepira, ampak on se je raje umoknil pa premislil stvari, tu se bo to lahko vse prebrali v knjigi, kako je on tu znal vse premleti, pa kako ga je se duh vodil, da je zmeri pritisnil, kdo se reče na ta prav gumb. Res, vhloril sem, pa tudi vam, ki ste prišli po predstavitev. Hvala, gospod Rovke, seveda hvala vsem sogovornikom, ki so sodelovali pri predstavitvi. Če je kdo z publike, ki ima še vprašanje. Če je volja, je še neko delo pričakati v zvezi s Hladnikom. Ko smo raziskovali te tekste, sem bila pri Heleni Janžič v Narodni univerzitetni knjižnici, kjer se hrani del arhiva Tineta Debeljaka, je tudi mapa Janez Hladnik in v tej mapi je en življenjepis o Janezu Hladniku, ki je napisal Tine Debeljak za argentinsko publiko, za argentinskega bralca, je v slovenščini, bilo je mišljeno, da bi bil preveden v gostilščino, potem do vida ni prišlo. Težišče je na argentinskem obdobju in zanimivo bi bilo, da se ta knjiga potem nadaljuje s tem raziskovalnim delom, da bi pretipkali, preuredili in izdali tudi ta življenjepis, ki ga je podpisal Tine Debeljak. Hvala lepa. Vprašanje strani publike? Torej se zahvaljujem še enkrat Tonetu, seveda, da si nas gostil tu in da smo lepo sodelovali in povezali te narodne ure, ki živijo v različnih državah. In hvala sogovornikom za to lepo predstavitev in vsi vabljeni v Rovte, seveda, vabilo imate tam na mizi, 24. A vendarle, povej, da bo tudi predstavitev Gorice, ne?
Ja, nič nimamo še dati. Mogoče tudi v Trstu, če bojo. Tudi v Argentini, verjetno. No, jaz bi mogoče samo še enkrat res priporočil knjigo. Res je to zanimiv, pomemben zgodovinski vir, da začutite recimo osebnosti kot Rožman, Škof Folk, njegovi sošolci, kakšen je bil ambient tistega časa, kako izobraženi so bili duhovniki, kako so potovali skozi celo Jugoslavijo in jo pokrivali in bili odprti za slovenske skupnosti, hrvaške in ta način tudi potem stika z ljudmi, peljali tudi na ono stran velike luže. Mislim, Hladnik je bil misionar, to se mi zdi, da je zelo pomemben vidik njegove dejavnosti. Se ga ne razume brez tega. On je skrbel kot misionar, ni bil mistik, skrbel je za materialno in duhovno, oboje. Najprej za materialno, ker če ne more biti duhovnega. In ko gledaš, kako je recimo vprašal, tako nekako razsvetljeno, da bi šel v Argentino, Škofa Rožman mu rekel, pejt, 10 let predno se je to zgodilo, kar se je potem zgodilo. Ja, ne moreš, da ne bi tukaj, tudi če nisi, ne vem kako močno veren, razumel, da so tukaj neke prepletene silnice, ki niso slučajne. In to vse odkrijete v tej knjigi, ki je res vredna branja. Hvala vsem.